Na 20. seji skupščine delničarjev Petrola so delničarji podelili razrešnico upravi in nadzornemu svetu za leto 2009 in izglasovali dividendo v višini 5,9 evra bruto za delnico. Odobrili so še povečanje osnovnega kapitala družbe za 50% v naslednjih 5 letih, ki ne bi ga namenili za bodoče prevzeme. Malo je priložnosti, ki se pojavijo za velike prevzeme v sosednjih državah in v državah, v katerih smo že prisotni in v panogi, kjer smo prisotni. In ta dodatni viri so namenjeni izključno za tak tip prevzemov in takrat moramo biti hitri, smo pa naredili dovolj omejitev, dvotretjinsko glasovanje v nadzornem svetu, da je nadzor nad temi prevzemi, če tako rečem, zelo visok. Med predlogi sklepov je bil tudi edini nasprotni predlog VZMD, da se po nepreklicnem odstopu člana nadzornega sveta Petrola Tomaža Berločnika za nadomestnega člana kot predstavnika delničarjev izvoli dr. Miran Mejak. Kljub temu, da kandidat VZMD, dr. Miran Mejak, po strokovnosti, kvalifikacijah in izkušnjah daleč presega izkušnje proti kandidatke, se o predlogu ni glasovalo. Za novo nadzornico je bila namreč predtem na predlog nadzornega sveta Petrola izbrana Irena Prijović, sicer sekretarka pri Združenju nadzornikov Slovenije, katerega člani so v pretežni meri tudi člani nadzornega sveta Petrola. To je žal tisti problem, ki je vse preveč značilen za naše gospodarsko okolje v Republiki Sloveniji in en od razlogov za to je tudi neustrezen način upravljanja družb, kjer gre za prepletanje med menedžmentom oziroma vlogo menedžiranja, upravljanja, nadziranja družb. Na nek način smo temu priča tudi danes. Tako v nasprotju s temeljnimi načeli korporativnega upravljanja in načeli OECD 40 000 malim delničarjem, ki imajo skupaj v lasti preko 25% vseh delnic družbe, še vedno ni omogočena ustrezna participacija pri nadzoru in upravljanju, zaradi česar se v VZMD z veliko mero zaskrbljenosti sprašujejo, kakšni pretresi, krize in osip delničarjev se bodo morali še dogoditi, da bo tudi z vidika pravic in interesov malih delničarjev Petrola prišlo do normalizacije razmer ter uveljavitve standardov in kulture upravljanja družb, kakršna je samoumevna v urejenih ekonomijah. Pooblaščena predstavnika VZMD, dr. Miran Mejak in magister Kristjan Verbič, sta med 16 pooblaščenci prejela kar 968 pooblastil in sta na skupščini zastopala 0,85% celotnega osnovnega kapitala. Tudi tokrat nismo uspeli doseči tega, kar bi po naši oceni sigurno preprečilo dogodke, ki smo jim bili priča v preteklem času v družbi Petrol, kakor tudi danes večkrat omenjeni družbi Istrabenz in precej problematičnemu stanju v obeh, ravno zaradi tiste značilnosti medsebojnega izčrpavanja, kar smo imeli tudi v kakšnem drugem primeru že priložnost videti. Prepričani smo, da bi avtonomen, strokoven predstavnik v nadzornem svetu kot predstavnik dejansko delničarjev in malih delničarjev lahko to na ustrezen način preprečil, seveda v skladu s tistim, kar je v interesu družbe in njenih lastnikov. Na skupščini so se dotaknili tudi vprašanja morebitne revizije v Petrolu in Istrabenzu. Mi smo seznanjeni z tem, da pač te posebne revizije, 3, ki so bile, po pravnem mnenju niso sposobne ali kakorkoli ni primerno ali ni možnosti, da bi te tožbe bile rešene v prid Istrabenza. Mislimo pa, da se moramo kot največji lastnik obnašati resno do vseh, zato smo dali kontrapredlog, v smislu podprli tudi mali delničarje, da se naredi ena celotna revizija poslovanja Istrabenza in na osnovi tega se bomo potem odločali dalje. Mislim, da je to en zelo konkreten in zelo tak resen pristop k temu problemu strani lastnika. Problem teh revizij pač je, da pač vsaka napačna odločitev še ni nujno dokazljiva v smislu civilne odgovornosti. Pravi, vsaka škodljiva oziroma napačna poteza še ni nujno civilno iztožljiva. Ko gledate na to, pač teh revizij je bilo že ogromno, koliko časa pričakujete, da se bo še vlekle te zgodbe?
Meni, Mislim, da smo odprli eno Pandorino skrinjico in zadeve se bodo vlekle še leta in leta.